Pozdravljeni v 94. oddaji Aktualno na GFML. Ta mesec smo jo dijaki pripravili kar od doma. Začetek oddaje namenimo prispevkom in utrinkom, ki so nastajali v mesecu oktobru, ko smo veseli še vsak dan prihajali v Ljutomer. Zdaj, ko se ponovno šolamo od doma, je na naši spletni strani ponovno zaživela rubrika GFML-jevci smo doma. I'm going under and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I lay my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till you come back around. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I lay my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me
Leo Klub Ljutomer je v mesecu oktobru praznoval že 5. leto obstoja. Ob tej priložnosti so pripravili kratek filmček. Pred 30 leti, torej leta 1990, je bil v Sloveniji ustanovljen prvi Lions Klub Slovenije. Vanj je bilo vključenih 21 glavnih članov. Ta številka pa je z leti vse bolj naraščala in danes lahko ponosno rečemo, da je v Lions Klub Slovenija vključenih že skoraj 1500 ljudi. In potem smo tukaj mi, njihov podmladek, Leoti. Natančneje Leo Klub Ljutomer. Leo Klub je svetovna, dobrodelna, nepolitična ter nereligiozna organizacija, ki združuje mlade od 16. do 30. leta starosti. Združuje ljudi, ki so pripravljeni pomagati tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Naši cilji so ustvarjati, Podpirati, Se zavzemati. povezovati, omogočati, uveljavljati. in spodbujati. Leoti pomagamo slepim in slabovidnim, mladim socialno ogroženim družinam, obolelim otrokom s posebnimi potrebami ter družinam, ki nimajo zagotovljenih osnovnih življenjskih potreb. V ta namen na dobrodelnih akcijah in dogodkih zbiramo dobrodelne prispevke v obliki materialnih in nematerialnih sredstev. In katere so te dobrodelne akcije oziroma dogodki? Pa poglejmo. Najbolj smo ponosni na vsakoletni dobrodelni koncert Mladim pomagamo. V zimskem času so aktualne božično-novoletna stojnica, božičkova akcija ter plakatni ur. V jesenskem času delavnice gibanice za klubsko državo. Organiziramo pa tudi počitniško varstvo otrok in smo del projekta Svež veter. Skupaj z Rdečim križem pomagamo zbirati hrano in sodelujemo pri krvodajalski akciji. Zbiramo pa tudi odpadne mobitele, oblačila, šolske potrebščine in še kaj. Zanimiva pa je tudi izmenjava. Svoje nove člane pa uradno sprejmemo na vsakoletnem slovesnem charter nightu. Wow, kje pa se lahko včlani? Tudi ti rad pomaga sočloveku v stiski? Si biti dobrodelen predstavlja pomembno vrednoto? Bi rad bil del naše akcije, jaz pa bi ustvarjala. Potem vabim tudi ti, da se nam pridružiš. Samostojno učenje od doma zna biti zelo naporno. Da bi se lažje znašli v tej situaciji, nam je na pomoč priskočila naša svetovalna delavka. Lepo pozdravljene dijakinje in dijaki GFML. V drugem tednu pouka na daljavo ste sedaj že izkusili marsikatero prednost in pa pomanjkljivost tega načina dela. Morda si želite, da bi se čim prej vrnili v šolske klopi, kakor si želimo tudi mnogi profesorji za vas in za vse nas. V sklopu Zdrave šole smo za vas pripravili nekaj kratkih priporočil oziroma nasvetov za preživljanje teh dnevov od doma, da bi bil vaš čas čim bolj smiseln in pa hkrati učno učinkovit. Danes v tem prispevku bi vas želela nagovoriti na temo organizacije in pa načrtovanja vašega dela in učenja od doma. Pa začnimo. Z vami bom delila en PowerPoint, potem pa bom vas nagovorila ob slikicah in pa ob podobah.
Kot prvo bi vam predlagala, da se izberete, vkolikor si še niste, in pa uredite tak delovni prostor, ki bo za vas čim bolj ustrezen in bo vam nudil eno udobno, urejeno in pa svetlo odmaknjeno bivališče, kjer boste lahko delali za šolo čim bolj učinkovito in pa hkrati zbrano. Da bi vas prostor nagovarjal kot takšen, odmaknite vse nepotrebne pripomočke in vse stvari, ki vas nekako begajo, bodisi so to socialna omrežja, ugasnite jih, bodisi je to vaš mobitel, ki ga ne potrebujete med učenjem in podobno. Za tisti čas, ko se učite, ostanite zbrani. Dobro je tudi, da si na svoji delovni površini ustvarite urnik, da se dobro organizirate in pa pregledno ustvarite vse vaše stvari, ki jih imate na mizi. Pomembno je tudi, da imate stvari, ki jih rabite za šolo, vedno pri roki in pa hkrati, da ob tem imate nekje tudi uro, ki vas opomni na začetke in konce šolskih ur kot takšnih. Naslednji predlog oziroma namig za organizacijo je vaša dnevna rutina. Rutino potrebujemo ljudje predvsem zato, da se počutimo varne in pa da se počutimo normalno kot takšno. In v tem porušenem sistemu varnosti in pa normalnosti, ki ga živimo sedaj, je pomembno, da si ustvarite eno ravnotežje v vaših dejavnostih, teh, ki jih morate storiti vsak dan in pa teh, kateri vam ponujajo in pa nudijo predvsem eno varnost in pa veselje. Predlagam vam, da vstanete zgodaj, opravite svojo jutranjo rutino, pripravite si okusen in dober zajtrk in telovadite, se razgibate ali kakorkoli razmigate in pa potem delate v skladu s svojo notranjo uro, vkolikor je seveda ta usklajena z vašim urnikom šolskim kot takšnim. Zvečer pa predlagam, da ne delate prepozno oziroma predolgo v noč. Naslednja pomembna stvar je, da pregledajte vaš šolski urnik na ta dan, planirate učenje in pa učenje tega dne na način, kot bo vam najbolj ustrezal. Vendar planirajte čas tudi za ostale dejavnosti dneva in to v nekem zdravem ravnotežju. Kolikor si boste šolsko delo razplesti čez cel dan, se vam lahko seveda prikrade občutek, da delate in delate, da pa ni učinka, da pa ste zaplanirali celoten dan za učenje za šolo. Čas, ki ga sedaj prihranite za šolanje od doma, in to je čas odhoda in prihoda domov, to je čas obšolskih dejavnosti in praznovanj in vsega tega, kar ste počeli ob običajnem vašem vsakdnevu, lahko porabite sedaj za priučevanje morda kakih novih spretnosti. Bodisi je to učenje kakega novega tujega jezika, ali pa kuhanja, ali pa pospravljanja, ali pa morda si izdelate ptičjo hišico, ali se naučite kakšne nove spretnosti, ki vam bo koristila. Vsekakor pa naj bo vaš vsak dan uravnoteženo načrtovan. Spanec naj traja definitivno vsaj 7 oziroma 8 ur. Učenje, prosti čas, prehrana, gibanje, ustvarjanje, počitek, druženje, vse to lahko načrtujete tudi po minutah oziroma urah, da boste lahko vse te stvari spravili v en dan. Bodite ustvarjalni, uporabite možnosti, ki so vam sedaj na voljo, in pa prikličite prijatelje, se z njimi pogovorite na Messengerju ali kakorkoli drugače, pojdite na sprehod v gost in podobno. V svojem dnevnem načrtu navedete naloge tega dne, ob tem pa predvidite čas za posamezno nalogo ter postavite prioritete nalog. Torej, če naslednji teden pišete biologijo, vsekakor je to ena izmed ključnih prioritet tega tedna. Pazite, da ne boste planirali v 24 urah preveč obveznosti in preveč nalog, da se ne boste zaplanirali kot takšne. Naslednji predlog je, da si ustvarite dober urnik celotedenskih dejavnosti in pa pregled čez vse stvari, ki vas bodo ta teden doletele. Bodisi je to v papirnati verziji ali pa boste uporabili katero izmed aplikacij, ki so vam na voljo preko interneta. Ključna stvar oziroma ključni nasvet moj pa je, da ostanete povezani z drugimi ljudmi. Ne samo, da se distancirate, ampak da se povezujete in to na take načine, kot vam sedaj trenutne možnosti omogočajo. Bodisi boste pa klepetali z njimi v klepetalnicah, bodite pišite kakšne maile, pišite ročno pismo, pokličite koga, videoklic in podobno, vse kar vam je na razpolago, vendar ostanete v stiku z drugimi ljudmi. Povezujte se tudi s člani svoje družine, pogovarjate se o vaših skrbeh, o vsem, kar se dogaja z vami, o vaših čustvih.
Vkolikor pa morda nimate sogovornika, vaših bližnjih, pa sem vam na voljo tudi jaz znotraj pisarne, lahko me vedno pokličete na telefonsko številko 02 58 58 706 ali pa morda pokličete tudi na Tom telefon, kjer vam bodo nudili strokovno pomoč in pa oporo na telefonski številki 116 111. Naslednji nasvet je, da ne pozabite na odmore. Vsakih toliko časa vstanite, se pretegnite, potelovadite, naredite nekaj vaj, poglejte stran od zaslona in prezračite sobo. Vaši odmori med učenjem naj bodo tako kot v šoli, naj trajajo 5-10 minut, vzamete pa tudi odmor seveda za vašo malico in kosilo, da boste lahko dostojno in normalno pojedli svoj obrok. Naslednja stvar je, ostanite povezani tudi preko učne pomoči. Kolikor je kakšna stvar, ki je ne razumete oziroma je kaj težkega kot takšnega, stopite v stik z vašimi učitelji, prosite za dodatno razlago, za dodatno učno pomoč ali pa poiščite pomoč tutorjev, ki so vam na razpolago. Njihove naslove imate na e-mailu oziroma kontaktirajte mene, pa vas bom povezala z njimi, ali pa, kolikor bi vi želeli sami ponuditi učno pomoč ostalim dijakom, je tudi ta opcija ena izmed zelo koristnih in uporabnih pri utrjevanju vaše učne snovi. Zadnji moj nasvet danes pa je, da ostanete optimistični. Če ravno mediji ne narekujejo stvari v tej smeri oziroma nas zasipavajo s kakimi skrbmi in pa negativnimi novicami, je ključno, da ohranite eno kritično distanco do tega, kar slišite od zunaj. To, kar doživljate trenutno, je namreč ena izmed mnogih faz v vašem življenju. Zavedajte se tega, da je tudi to prehodno in da imate še vedno vi kontrolo in pa vpliv na vaše življenje in na vaše odločitve. Vi se vedno lahko odločate, koga in kaj boste poslušali in koliko časa boste namenjali katerim informacijam. Poskušajte v vašem vsakdanjiku najti pozitivne, smešne, zabavne in pa lahkotne stvari in polepšate dan s tem sebi in pa svojim bližnjim oziroma drugim ob sebi. Kolikor pa so vaše misli in vaš vsakdanjik težke in ne morete oziroma ne zmorete živeti s tem, so vam na voljo vsekakor psihološke svetovalnice, ki delujejo online, ali pa pokličite morda kakega prijatelja, kakega sorodnika, mene v svetovalno službo ali koga drugega. Ostanite zdravi, polni mladostne energije in se vidimo. Nasvidenje! Tudi tokrat bomo gučali Prleško o zanimivem projektu Prlek veki det. Pozdravljeni! Skrbi za sebe in druge ljudi spet ostavamo doma in se čim manj družimo. To pa je za nas Prleke joko težko. Vseeno pa se zavedamo, ko moramo zdaj malo potrpeti, ko bomo lahko potlej to vse nadoknadili. Zato to oddajo smo posneli pogovor nadaljavo. Danes bomo gučali o projektu Prlek veki det. Profesor Čuš, nam povete nekaj o tem? Ja, projekt Prlek veki det je bil narejen v začetku lanskega leta pod okriljem Las Prlekija, kjer je bil sofinanciran z Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Toti projekt je vodila križevska občina, poleg pa so še bili Veržence, Zavod Marijanom pa naša gimnazija. Zdaj projekt je vključival najprej, ko smo uredili spominsko sobo enimi vekami Prleke, to je dr. Matiji Slaviči, kjer se je na pariški mirovni konferenci ob koncu Prve svetovne vojne borila za Prekmurje. Bil je pa tudi župnik, pa v Ljubljani tudi je bil rektor Ljubljanske univerze. In toto spominsko sobo si zdaj vsaki, katerega pač to zanima, lahko pogledne poleg cerkve Faruške v Križovcih, to je tako imenovani Anini kapeli. Poleg tega pa je v sklopu tega projekta bil organizirani tudi znanstveni simpozij, na katerem so tisti, ki se pač na to spoznajo,
gučali o naših rojakih, prleških vekih dedih, kjer so se v zgodovino slovenskega naroda zapisali z vekimi črkami. Potlej v Veržeji so tudi naredili vitrine, v katerih predstavljajo mojstrove borce, ki so se borili za severno mejo ob konci Prve svetovne vojne. Potlej smo naredili tudi en zbornik, kjer mi se reče Prlek veki ded, vodnik po spominskih sobah prleških rojakov, in pa tudi šolare z osnovne šole Veržej pa Križevce pa dijake z Lotmerške gimnazije smo peljali letos jeseni z avtobusom po enih teh spominskih sobah naših prleških rojakov. Kateri veki prleki pa so predstavljeni vodniki po spominskih sobah prleških rojakov? Ja, v totem vodniki so predstavljene obstoječe spominske sobe na območju upravnih enot Gornja Radgona pa Lotmerk. Z upravne enote Gornja Radgona so spominske sobe v Čerešjevcih, posvečena je Petri Denki, potlej v Rodmušcih je posvečena akademiki Antoni Trstenjaki, pri Svetem Juriju Obščanici oziroma Biserjanah Antoni Korošci, potlej v upravni enoti Lotmerk, pa v Križevcih že prej omenjena spominska soba Matiji Slaviči posvečena, v Veržeji sta dve spominski sobi v Domu kulture, to sta spominska soba posvečena Slavki Osterci, druga pa Franci Kovačiči. Potlej v Radomerščaki je spominska soba posvečena našimi patroni Franci Miklošiči, poleg naše gimnazije v Golarjevi domačiji pa je posvečena spominska soba Cvetki pa Manki Golari. Malo kdo ve, ka imamo čisto blizu gimnazije tudi spominsko sobo. O tem nam bo več povedala profesorica Katja. Tak je. Takoj čez cesto, čist blizu gimnazije, pa stoji Golarova domačija. Zdaj moramo čisto na začetku povedati, ka je to ni njegova prava domačija, ampak ga je v Prlekijo tega vekega pesnika, sopotnika moderne, pripeljala ljubezen. Zaljuba se v učiteljico Angelo Korba in se potlej v svojih zrelih letih presela v Lotmerk. Kdo je bil Cvetko Golar? Cvetko Golar izhaja iz Gorenjske, tam jim pravijo Golarjevi, ne Golarjevi, in je bil sopotnik moderne, torej tudi ustvarjalec, literat, urednik, pesnik, prevajalec in tako naprej. Vendar njegova izrazna moč ni bila tako močna, kot recimo pri Keteji, Murni, Cankarji ali pa tudi Župančiči. Marsikateri od teh znanih imen je tudi ga prišel obiskat sem v Lotmerk, znano je, ko je prišel sem tudi Oton Župančič, ko sta te skup šla tudi v njegove gorice, gor v Golorove gorice v Jeruzalem. Tota soba pa ni posvečena samo tu Cvetki Golari, ampak je posvečena tudi Manki Golari, to pa je bil njegov sin. Manko Golar je mogoče malo bolj poznan v Radgonskem koncu, tam je bil ravnatelj osnovne šole, pa tudi zborovodja. In marsikateri Radgončan se spomni, kako je bilo peti v njegovem pevskem zboru, pa veliko časci štejejo, ko so lahko šli k Titoji pet. Manko Golar pa še tudi znani po toti zbirki tistih hudomošnih zgodbic o prlekih, okrogle o Veržencih. Kaj pa bi rekli, ka največja vrednost tote publikacije pa vseh ostalih aktivnosti? Sigurno je največja vrednost celega totega projekta, ko smo ohranili spomin na naše prednike, kjeri so res nekako krojili zgodovino slovenskega naroda v preteklosti. Poleg tega pa smo vsem zainteresiranim omogočili, da na enem mestu dobijo osnovne informacije, komu so posvečene tote spominske sobe, kdo so bili toti ljudje, pa kje so tote spominske sobe. Sigurno, da je tota publikacija tudi zelo koristna za šole,
tako za učitelje, kak deco v šoli, pa tudi za vse ostale. In mislim, kaj je prav, ka na totem območju, odkot izvira dosti pametnih pa pomembnih ljudi, da smo ponosni na jih, pa da se na jih tudi na takšen način spominjamo. Dobro bi tudi bilo, da bi v prihodnje naredili podoben projekt, ki bi predstavili pomembne pa veke prlečke, ka bi prav tako v jih naredili kakšen simpozij, pa izdali kakšen bilten ali pa zbornik. Taka idej pa energije nam ne fali, tako jaz mislim, ka bomo tudi toti projekt v prihodnje speljali. Tako da bi zdaj na koncu rekel, vsi, ki še niste bili v totih spominskih sobah, vabljeni, ka pridete, ka si jih oglednete. V totem zbornike oziroma vodniki so tudi vse kontaktne informacije, prek katerih se lahko naročite, ka se vam tote sobe odperejo. Tako, pridite. Drugi gledalci, mislim, ko smo se gnes prav vsi naučili nekaj novega. Ja, kdo pa bodo boljši cajti, pa se bomo odpravili po spominskih sobah vekih prlekov. Končajmo z zanimivo raziskovalno nalogo naših dijakov. Pozdravljeni, sva Ajda in Daša in v letošnjem letu sva se lotili raziskovalne naloge z naslovom Tehnologija pridelave in prehranska vrednost mlade listnate zelenjave, gojene na plavajočem sistemu, v kateri so želeli raziskati pridelavo vrtnin z modernimi tehnološkimi postopki in visoko prehransko vrednostjo. Cilj najne raziskovalne naloge je bil ugotoviti premenost hidroponskega sistema za gojenje listnate zelenjave v rastlinjaku tudi v jesensko-zimskem času. V ta namen so posadili 3 vrste zelenjave, to so bile rukvica, špinača in pa mizuna, in jih preizkušali na 2 pridelovalnih sistemih, na hidroponu in pa v substratu. Prvi 2 rastlinski vrsti sta pri nas že poznani in se že tržno pridelujeta, mizuna pa je novost, ki prihaja iz Azije in tam jo pridelujejo za tržne namene in samooskrbno na vrtovih. Na osnovi izmerjenih morfoloških parametrov rastlin in količine pridelane biomase ter ovrednotenih nekaterih kakovostnih parametrov, ki so pomembni predvsem z prehranskega stališča, so želeli ugotoviti razlike glede na sistem pridelave. Pred začetkom raziskovanja so si postavili 6 hipotez. Prva hipoteza se navezuje na morfološke značilnosti gojenih rastlin. Na hidroponu bo glede na substrat rastlina bolje uspevala, saj bodo hranila ves čas na voljo. Druga hipoteza se navezuje na suhosnov. Vsebnost suhe snovi v listih rastlin, ki bodo rasle na hidroponu, bo manjša kot pri rastlinah pridelanih v substratu. Tretja se navezuje na vitamin C. Rastline, ki bodo rasle na hidroponu, bodo vsebovale več prehransko pomembnih snovi, kot je na primer vitamin C, v primerjavi z rastlinami pridelanimi v substratu. Ostale 3 hipoteze pa se navezujejo na vsebnost glukozinolatov. Rastlinski vrsti mizuna in rukvica se razlikujeta v sestavi posameznih glukozinolatov. Vsebnost glukozinolatov v listih mizune ni enaka vsebnosti glukozinolatov v listih rukvice in vsebnost glukozinolatov bo v listih rastlin pridelanih v substratu večja v primerjavi z rastlinami pridelanimi na hidroponu. Raziskavo so izvedli v 2 delih. Prvi je bil praktični del, ki sva ga izvedli v razsteklenjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani v jesensko-zimskem obdobju. V steklenjaku sva gojili 3 rastlinske vrste, jih pripravili in nato tudi postavili na hidroponski sistem ter za primerjavo posadili še v šotni substrat, na koncu pa je sledilo še pobiranje pridelka vseh 3 rastlinskih vrst. Po praktičnem delu sva izvajali analize v laboratoriju, kjer so izmerili maso, višino in prešteli število listov posamezne rastline in določili maso suhe snovi ter vsebnost vitamina C in glukozinolatov. Skozi raziskovalno nalogo so potrdili vse prej naštete hipoteze, le da sva 2 od teh potrdili le delno. In sicer sva delno potrdili hipotezo številka 2, saj se odstotek suhe snovi pri obeh načinih gojenja ni razlikoval toliko kot ostali izmerjeni parametri. Prav tako so delno potrdili hipotezo številka 3, saj je bilo pri mizuni in rukvici vitamina C na hidroponu več kot v substratu, pri špinači pa je bilo to ravno obratno. Po končani raziskavi so prišli do naslednjih zaključkov. Prednosti hidropona so predvsem manj naporno delo pri obdelovanju, manjša poraba vode, kolobarjenje ni potrebno in prav tako je nadzorovano in usklajeno dodajanje hranil glede na razvoj in potrebe rastline.
Ugotovili sva, da ima stališča potrošnika takšen način pridelovanja tudi slabosti, saj listnata zelenjava gojena na hidroponu vsebuje veliko več vode, zato tudi veliko hitreje uvene in jo je do končnega porabnika potrebno zaradi ohranjanja svežine pakirati v ustrezno embalažo. V celoti je raziskava pokazala, da lahko s sodobnimi tehnološkimi postopki pridelave vrtnin zagotovimo prehransko visoko vredne vrtnine tudi v jesensko-zimskem obdobju s pomočjo hidroponskega sistema. Hvala, da ste bili z nami, ostanite zdravi!